Za zdravje zob ali recimo odsotnost bolezni, kot so predvsem karies, ki je v otroštvu nekako najbolj pogosta bolezen ustne votline, pa seveda tudi bolezni obzobnih tkiv, pa nepravilnosti v zobnih logih, medčeljustnih odnosih. Skratka, največji poudarek je seveda na ustrezni zdravi prehrani, recimo temu zobem prijazni, ustrezni ustni higieni in ustrezni uporabi fluoridov, predvsem v obliki zobne paste, ki vsebuje fluoride. Tudi s stališča zdrave ustne votline, tako zdravja zob, kot seveda tudi pravilnega razvoja ustne votline, je zelo pomembno poudariti pomen dojenja. In tako v skladu tudi s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije, tudi mi seveda spodbujamo dojenje, in to izključno dojenje v prvih 6 mesecih otrokovega življenja. S tem zagotovimo največjo verjetnost, da se skladno razvijata čeljustnici. Za otroka je to sicer velik napor, ampak koristen, zdrav napor in nikakor ne gre tega enačiti s hranjenjem po steklenički. Mehanizmi so drugačni, obremenitve mišic so drugačne in ima nesporno dojenje prednost. Hkrati se pa s tem seveda tudi izognemo uporabi stekleničke in tudi lahko uporabi dude, se pravi, poskušamo, bi rekel, staršem sporočiti, da resnično ni potrebno, da bi otroci imeli stekleničko ali dudo. Ker posebno velik dejavnik tveganja za karies je uporaba stekleničke s sladkimi tekočinami, ker je to pravzaprav, bi rekel, najbolj očiten, prepogost vnos sladkorja ali razgradljivih ogljikovih hidratov v usta, kar pomeni ob seveda neidealni ustni higieni hkrati odlične pogoje za razvoj kariesa. Dobro skrb za ustno zdravje v času pred rojstvom, po rojstvu, v času izraščanja otrokovih zob je pomembna tudi s strani staršev, se pravi, njihovo ustno zdravje je pomembno tudi za ustno zdravje otroka. Dokazano je, da se lahko iz ust staršev v usta otroka prenesejo zobnemu zdravju neprijazne, škodljive bakterije in ravno tako je dokazano, da se da z dobro skrbjo za ustno zdravje staršev pomembno zmanjša tveganje za karies zgodnjega otroštva. Skoraj vedno so prvi na vrsti za izraščanje prvi spodnji sekavci in to najobičajneje nekje okrog starosti 6 mesecev. Seveda je pa treba vedeti, da je razpon normale zelo širok, lahko je to nekje med 4. in 12. mesecem, ni pa povsem nemogoče, da bi se kakšen otrok celo že rodil z izraslim mlečnim zobom, kakšnega pa tudi še po 12. mesecu še nima nobenega izraslega zoba. Za spodnjimi prvimi sekavci običajno izrastejo potem še vsi ostali sekavci, se pravi enke in dvojke v zgornji in spodnji čeljusti. Potem praviloma izraščajo štirice ali prvi mlečni kočniki, nekje v starosti 12 mesecev ali nekoliko kasneje. Potem pa še trojke ali podočniki in nazadnje še petice ali drugi mlečni kočniki. In nekje v starosti 2,5 leta imajo običajno otroci izrasli vseh 20 mlečnih zob. Zelo pomemben dejavnik preprečevanja kariesa je uporaba zobnih past s fluoridi in to po sodobnih smernicah od izrasti prvega mlečnega zoba naprej ali, kot se reče, od 6. meseca starosti naprej. Pri tem je pa seveda zelo pomembno, da se uporablja za otroke do starosti 6 let dovolj majhno količino zobne paste in kot najbolj uveljavljeno priporočilo je, naj bo zobne paste za majhno zrno graha. Da bi pa to še nekoliko bolj zanesljivo bilo doseženo ali ne preseženo, je priporočilo, naj se nanaša zobno pasto za majhne otroke ne na krtačko po dolgem, ampak počez, tako da v bistvu niti ne moramo nanesti kaj več, kot je majhno zrno graha, kar pomeni približno 1/4 grama.